Torej, dober dan in pa dobrodošli na novinarski konferenci poslanske skupine Lipa. V preteklem obdobju se je veliko po oceni preveč govorilo o pokrajinah. Zakaj preveč? Preveč zaradi tega, ker ocenjujemo vse v okviru naše poslanske skupine, da čisto vse ostale politične stranke blefirajo na področju v okviru zasledovanja pokrajinske ureditve v okviru Republike Slovenije. Kot vemo, je vlada Republike Slovenije z velikim pompom napovedala pred časom 14 pokrajin, češ kako je vse to lepo in prav usklajeno z občinami širom po Sloveniji. Kasneje se je izkazalo, da temu ni tako, da 14 pokrajin nima niti politične podpore v okviru zakonodajalca, torej državnega zbora. Vse ostale poslanske skupine, ki so nasprotovale vladnemu predlogu o ustanovitvi pokrajin, so svojo ključno ali pa osnovni moment nasprotovanja opredeljevali vedno z prevelikim številom pokrajin. Torej, da se bo skozi 14 predlaganih pokrajin strani vlade Republike Slovenije naša država razdrobila, da pokrajine ne bodo dobile tiste teže, ki bi jo morale dobiti, in da bo s tem vlada Republike Slovenije po zgodbi lokalnih skupnosti dobila zelo neenakovredne sogovorce v okviru pokrajinskih zadev. Pokrajinske zadeve pa izhajajo seveda iz zakona o prenosu nalog in obveznosti. V poslanski skupini Lipa smo takrat, tako kot tudi danes, napovedali, da je 14 veliko preveč pokrajin, kolikor hočemo zasledovati tisti osnovni cilj pokrajinske zakonodaje, to je decentralizacija. Iz tega naslova smo v preteklem mesecu na ostale poslanske skupine naslovili osnutek ustavnega zakona, skozi katerega smo hoteli v Ustavi Republike Slovenije zapisati število pokrajin. S tem bi tudi danes, tudi po današnjem prepričanju, omogočili dolgoročno preživetje pokrajin v določenem številu. Torej, da ne bi vsakokratna aktualna oblast, pa naj si bo na lokalnem nivoju, pokrajinskem nivoju in na državnem nivoju, spreminjala število pokrajin v skladu z volilnim izidom. To je najslabše, kar se lahko v naši državi zgodi. Torej, da bodo pokrajine postale zgolj in pa le podaljšek neke politične opcije ali neke vladne koalicije. Pozneje smo nekaj dni zatem pripravili predlog za ustanovitev pokrajin v okviru 6 pokrajin naše države. Tudi tu so žal ostale poslanske skupine večinoma odgovorile z pomisleki. Češ, da eni zagovarjajo 3, 4, 5, 8, 14 pokrajin ali celo več kot 14. V poslanski skupini Lipa smo se iz tega naslova naveličali tega političnega sprenevedanja s strani ostalih poslanskih skupin. Enako pa smo se naveličali sprenevedanja s strani predsednika vlade, gospoda Janeza Janše, ki slepo vztraja na število 14. Gre izključno po našem trdnem prepričanju za politični manever predsednika vlade, ki bo zopet prišel v parlament z 14 pokrajinami, čeprav je na to isto številko pokrajin dobil negativen odgovor zakonodajalca. V poslanski skupini nepovezanih poslancev Lipa torej z tega mesta in danes vlagamo svoj zakon, zakon o ustanovitvi pokrajin, ki ima vse poslovniško zahtevane kategorije v okviru tega zakona, opremljen je z statistiko in zasleduje tisto, za kar ocenjujemo v poslanski skupini, da je najpomembnejše. Torej, zasleduje zaokrožene geografske enote, zasleduje čim manjšo disperzijo v okviru števila prebivalcev posamezne pokrajine in čim manjšo disperzijo na področju kvadrature posamezne občine, torej da ustvarimo enakovredne pokrajine, ki se bojo bile med seboj enakovreden partner, prvič med seboj in drugič v primerjavi z vlado Republike Slovenije. Vsi prisotni danes ste dobili v okviru gradiva, torej predlog zakona, ki ga posredujemo v državni zbor z samim zemljevidom. Od preteklega meseca, saj na podlagi pogovorov, ki smo jih imeli v okviru poslanske skupine, smo zemljevid še dodatno dodelali. Moram pa povedati, da sam zakon je možno
kot argument, zakaj bi mu nasprotovali, v sami parlamentarni proceduri še dopolni. Torej, vsak tist, ki bo rekel, da zakon ni sprejemljiv, zaradi tega, ker mu ne paše določen teritorij posamezne občine znotraj neke pokrajine, ima možnost kot poslanec ali kot poslanska skupina dopolniti in amandmirati, torej spremeniti. Ocenjujemo namreč, da je pokrajinska tematika ali pa materija, ne glede na letošnje volitve, toliko pomembna, da bi bilo smiselno pristopiti k temu koraku, torej osnovnemu koraku. Po naši oceni je prvo potrebno določiti število pokrajin in obseg pokrajin. Šele na to pa pristopiti k volitvam pokrajine, šele na to pristopiti v okvir financiranja pokrajin in obveznosti. Kajti dejstvo je, in Vlada Republike Slovenije ponovno poudarjam, se tu spreneveda, ali minister, ali predsednik vlade, po moji oceni oba, ko pravita, da ne financiranje, da ne število nalog, da ne viri, ki prinašajo, torej lastne vire ali prenešene, niso odvisni od števila pokrajin. To ne drži. Dejstvo je, da mora Slovenija prvo vedeti, koliko pokrajin bo imela. Naslednjo dejstvo je, da je zakonodajalec povedal, da je 14 absolutno preveliko število pokrajin. No, kljub temu, žal, vlada vztraja. Vztrajali pa bomo tudi v okviru poslanske skupine Lipa z danes vloženim zakonom.